Zdaj, če kaj sledite po družbenih omrežjih in tudi v javnosti in tudi vsi mediji o tem poročajo, da je treba ustavo spremeniti. Moje osebno mnenje je, kadar se mediji vmešajo, kadar gre tukaj za neko ihto hitrost, da se v ozadju skriva velika past. Jaz sem dal naslov tega ujeti v mrežo zlorabe. Spet hočejo gospodarji izrabiti naše zaupanje in dajmo narediti eno tako proaktivno zgodbo o morda zadnji in usodni spremembi ustave. Če jim uspe ustavo spremeniti, je ne bomo več spreminjali, ker je ne bomo več imeli. Tako da, kar se tega tiče, me je nekdo vprašal, zakaj pa je društvo naredilo predlog za spremembo gotovine. Sem rekel, zato, ker moraš takoj predhodni predlog, mu moraš dati konkurenco, da imajo potem ljudje možnost izbire. In tako kot politiki z nami delajo leve in desne, je nastal desni, mi smo pa levi blok naredili. Na kar smo jim dali vedeti, da mi sploh nismo za spremembo ustave, zaradi tega, ker je to trojanski konj. Bomo povedali, zakaj. Gremo lepo po vrsti. Latinski pregovor pravi vox populi, vox dei. Glas ljudstva je glas Božji. Drugi slovenski pregovor pa glasi, kdor visoko leta, nizko pade. Kar načelno pripisujemo politikom. Nekaj časa je gor, minejo 4 leta, pridejo volitve in ljudje se odločijo, se pravi Božji glas se odloči in reče, nisi bil v redu, boš odletel ali pa ne boš odletel. Ampak mi tako mislimo, dejansko v ozadju je pa vse zrežirano. Danes to vemo, včasih smo v volitve verjeli, danes pa vemo, da je manipulacija. Jaz vam iz osebne izkušnje povem, ker smo mi tukaj tudi smo bili priče, ker smo imeli svoje kandidate, pa jaz vam povem še iz ene izkušnje prej, kako je vse to zrežirano, vse nastavljeno, vse je vnaprej pripravljeno. In naša proaktivna misel danes je, če se ustava spremeni, odpre vrata za izvedbo globalistične agende 2030. Brez debate. No, dajmo razmišljati, naredimo skupni scenarij. V obdobju, ko smo državljani recimo živeli v tem prepričanju, da naša vlada deluje za skupno dobro, da napovedane spremembe ustave prinašajo recimo temu demokratične, ko že vsi govorijo o demokraciji, izboljšave, napredek, se je začela zapletati težka usoda države Republike Slovenije. Vlada je predstavila predlog spremembe, morda je kdo sledil, 60., 61. in 62. člena letos marca. Predstavila je predlog z namenom, da bi pomagala vzpostaviti učinkovitejšo ureditev pravosodja in boljšo zaščito državnih interesov. Pazite, ne državljanskih, državnih. Torej, ne za državljane, ampak za državo. Ampak, če človek pozorno ne posluša, presliši in ima občutek, da je del države, torej gre za državno spremembo na boljše. Dejansko so pa država samo oni. Državljani pa smo bili prepričani, da bo ta sprememba ukrepila pravno državo in posebej državljanske pravice. Ker je tako predstavljeno, spet kot agenda, zeleno, lepo, energetsko varčno, vse najlepše. Bomo prihranili CO2, ohranili bomo naravo, po drugi strani pa pogledajte, kaj se dogaja in kaj delajo. Vse obratno. Predlog spremembe ustave je bil v Državni zbor Republike Slovenije dan na predlog predsednika vlade, dr. Roberta Goloba. In če zdaj simuliramo že, da se ta sprememba dogaja, to je ta proaktivno razmišljanje, dajmo narediti en scenarij, kaj se bo zgodilo. Sprejeto po hitrem postopku, saj so se besede vladajoče stranke zdele kot harmonična glasba, ki obljublja svetlo prihodnost vsem nam in celotni državi. Povrh vsega imajo
uradni list zapisano še, če se spomnite, smo prejšnji teden govorili deklaracijo, da bodo v času izvajanja agende 2030, se pravi v tem obdobju do 2024, 2026, 2027 harmonično sodelovali in si med seboj ne bodo nagajali. Pa če se spomnite prejšnjega tedna slike, ko so bili na terenu, pa 14 dni nazaj naši politiki, so se celo tam nasprotne stranke so se rokovali, predsedniki, ki danes se jim ne reče več predsedniki strank, ampak koordinatorji organizacij se jim reče po novem, če še ne veste. To so zdaj koordinatorji, niso več predsedniki. In ljudje smo, glede na videno, to, kar nam predstavljajo, videli, zaupali izbranim voditeljem, ki so se zavezali za to plemenito, predstavljeno spremembo, saj smo bili prepričani, da se naš glas sliši in upošteva kot božji glas, glas ljudstva, kako smo rekli, vox populi, vox dei. In začelo se je, zdaj se je pa začelo dogajati. Po spremembi, s časoma so se začeli pojavljati prvi znaki spremembe. Sprejeti členi v ustavi niso prinesli želenega rezultata in izida, kot smo si ga predstavljali in kot je nam bil predstavljen. Namesto večje zaščite pravic državljanov so se te začele striktno omejevati. Ustavno sodišče, nekoč varuh pravne države, je po spremembi 60., 61. in 62. člena, ki se zdaj dogaja v fikciji, po novih členih izgubil svojo neodvisnost, zato te predloge vlagajo, in pristojnost za presojanje ustavnih kršitev. Vlada je postala nedotakljiva, njeni ukrepi pa na podlagi te spremembe ustavne neoporečni. Nihče ni mogel več oporekati, tudi če se je pritožil na ustavno sodišče več ni moglo tega vzeti, ali pa je preprosto samo izbiralo, katero pritožbo bo vzelo in katero ne. Skratka, postalo je brez zobi tiger. Tako kot, če se spomnite, imamo varuha človekovih pravic. Vi lahko k njemu greste, se z njim pogovarjate, vi lahko pišete varuhu človekovih pravic in na koncu, ko on ugotovi, da so vam kršene res vse pravice po vrsti, reče, veste, ampak jaz ne morem nič narediti, lahko samo pisemček napišem. In tako se svet vrti naprej. Njihov, naš pa ne. Mi pa ostanemo v tistem dreku, v katerega pač so nas postavili. Oprostite, da sem tako grobo rekel, ampak tako je. Ponovimo slovenski pregovor iz začetka tega dela. Kdor visoko leta, nizko pade. Je postal grozeča resničnost v spoznanju, da ga je vlada, ta pregovor, kdor visoko leta, nizko pade, razumela pa povsem drugače, kot je to razumelo ljudstvo. V parlamentu so si ta pregovor razlagali, kako drugače. Tako so rekli, kdor visoko leta, daleč vidi. Tako so vladajoči z igro besed izrabili svojo moč, da bi se izognili kakršnikoli odgovornosti. Državljani pa, ki smo nekoč verjeli v dobro delovanje vlade, v dobro delovanje državnega zbora, poslancev in politikov, smo se znašli ujeti v lastno past. Razumevanja oziroma nerazumevanja, dikcije in besede. Vse nastaja po besedi. Narod si bo pisal sodbo sam. In tako smo se ujeli v lastno past. Naša upanja so bila izdana, pravice omejene in povožene, medtem ko je vlada postala vse močnejša, bolj avtoritarna, neizprosna in nespoštljiva do ljudstva. In praktični primeri oziroma razpoke po tej fikcijski spremembi so se začele kazati, kje? V neodvisnih novinarjih, ki že danes niso odvisni, ampak že tako ali tako še tisto, kar je bilo odvisno. Novinar razkrije korupcijski škandal, ki je segal v sam vrh vladajočih, in namesto, da bi se zadeva pošteno in po pravilih raziskala, je bila novinarju odvzeta svoboda, saj so v novih
spremenjenih ustavnih členih, za katere smo seveda mi veselo glasovali, recimo tudi zdaj za gotovino, a ne? Ker če se to izglasuje, gremo v socialne točke, verjemite mi. In to je bilo jasno sporočilo, da so svoboda govora, svoboda medijev in posredno tudi vse ostale človekove pravice, da ne naštevam vseh po vrsti, postale samo farsa na koncu jezika, ob katerih smo ljudje zaradi tega, ker smo za to glasovali, postali nemočni. Ustave se v tako kritičnih in kriznih časih, v katerih se nahajamo zdaj, ne spreminja, ker je edini branik, in če hočejo nekaj spreminjati in vlada to predlaga, pomeni, da je v ozadju ena zadeva, ki je ne morejo speljati, dokler ustave ne spremenijo. Verjemite mi, da ne bodo spreminjali samo tega predlaganega člena, pa samo tega, ampak bodo še kaj spremenili potihoma v ozadju, ker sploh vedeli ne bomo. Kljub spreminjajoči se demokratični podobi je potrebno vedeti, zavedajmo se, da ustava kljub vsemu, kar slišimo, da je srce države in krona zakona. Nikoli ne smemo pozabiti, da je ustava zapis naših skupnih vrednot, ki smo jih sprejeli na plebiscitu. Kot državljani moramo biti previdni, da ne pademo v to past. Recimo zdaj, ko ponujajo, da bi se gotovina opisala v ustavo. To v javne finance, pazi, vse postane javno. In socialne točke so javne. Ne? Greš čez cesto in če narediš prekršek na Kitajskem, te dajo na zaslon, pa ne samo javne finance, tudi tebe, osebnost, vse. Postaneš v bistvu paket, ki te dajo na razstavo. Tega si ne želimo. Do spremembe ustave ne sme priti. Ja? Ne bomo postali izigrane žrtve lažnih obljub in prijaznih manipulacij. Veste kaj, biti ujet v mrežo zlorabe ni le ogrožajoče, temveč tudi tragično. Dragi moji, braniti moramo svoje pravice in ohraniti integriteto naše države ter se zavedati dejstva in dubio libertas, kar pomeni, v dvomu je svoboda, dokler se ne dokaže drugače. Ne želim si, da bi ta sprememba bila zadnja, morda celo zapečatena sprememba, če do nje pride. A glejte, vse kaže v to smer. Le zakaj taka silna prizadevanja oblastnikov, vlade in tudi zunanjih njihovih sodelavcev, če smem tako reči? Zakaj taka silna prizadevanja po tej spremembi? In to v času izvajanja agende 2030, kjer imajo deklaracijo v uradnem listu zapisano, kjer ima država na gov.si zapisanih vseh 17 ciljev, kjer se zavezujejo zunanjim organizacijam, United Nations, Svetovnemu gospodarskemu forumu, Svetovni zdravstveni organizaciji, samim takim organizacijam, ki jih nismo volili. Jaz vem, zakaj želijo spremeniti ustavo. Predlagam, da se potrudiš tudi ti, malo raziščeš, se informiraš, zato da ko bo prišlo do situacije, da se bo vsak od nas znal seveda tudi o tem odločiti. Hvala lepa.